Ja, vidim. Rekel, že Tomič likes this. A se poznata? Ja, ima milijonkrat so delali skupaj. A si bil tudi pa njemu na podcastu? Ja, na Aparatusu smo tako 5krat, po moje. Če ne večkrat, ja. Še vedno skupaj skoraj z Bokijom, no, Nagbarjem, ki je bila ta neka ekipa. Ja. Ne, sem spomnil, nisem sicer nikoli spremljal, ampak tak, kar sem jaz začel 3 leta nazaj, je v bistvu bil on edini v Sloveniji, kaj tako, da bi lahko rekel, to je pa resen native podcast format. Tako je. To ni refurbished radijska oddaja. In škoda, da je nehal. Lepo si to, natančno si povedal, ja, res je. Ja. In takrat, mislim tako, sem videl, ok, se da, pa neke donacije imel, ne, pa to je vodo, no, tako da zelo nek tak lep projekt, ki je utrl mogoče temu slovenskemu podcast prostoru kot prvi, ja, ne, da se da, pa da se lahko, pa da obstaja audience za to, ne. Škoda, da je se upokojil. Ja. Če ga je skuril 76krat zapored, veš, ob vsem, kaj je delal, on je šel stran zato, ker ni mogel več. Ne. Če pa delal ful se je, malo se je tudi predimenzioniral po moje s tem, in z glavami, da dam ful različnih formatov in vse je vesel na njemu, ne, predvsem tehnično vse je vesel na njemu, v obrednem jobu, ne vem, veš, on pač na valu 202 in to vse furu, prej ne je rešil, vmes še na Mladini in preprosto ni šlo, ne. Ja, se to mi je zelo zanimivo, ker jaz imam totalno drugačno filozofijo, ne. Jaz sem v bistvu prvo epizodo posnel, sem jo sam zmontiral in jaz sem takoj vedel, da tako ne bo šlo, če bom sam to delal. Immediate burnout. Takoj, ja. Tisto sem montiral, še itak tehnične težave na začetku, ko se učiš, a ne, vse gre narobe. Se rekel, tu si pa moram jaz pomoč najdeti. Če dam jaz sploh temu projektu šanso, da pride iz te inkubacijske dobe nekam, ne. In zdaj ni nič dela s tem, ne. Jaz imam v bistvu točno toliko časa mi vzeme, kolikor bomo midva tukaj, a ne. To vse ostalo je mašina. Super. Ki se zautomatizira, ja. Tako da drugače ne bi bilo. Ful ti hvala, no, ker si vzel čas. Evo, tu smo. Eno leto dogovarjanja? Dobro, sej vmes ni bilo nič, ampak ja, ne. Ja. Ne, sem vesel, sej take stvari so, pustiš, da pride čas, ne. Zato, ne. Tako da sem ful vesel, da si vzel čas. Ne, pa več je zapovedati, kot bi bilo lano po takem času, po mojem. Res je, ja, res je. Že. Ja. Veš, kako bi začel? S čim se tvoj ali pa intelekt zdaj najbolj ukvarja? Ne? Kaj v bistvu zdaj trenutno najbolj delaš? Če ti najbolj natančno mogoče odgovorim, probam se osredotočiti do tega roba, da ugotovimo nekaj takega, kot svobodna volja obstaja. Ok. Ne? In glede na to, da je glavnina mojega časa še vedno posvečena non-fictionu, od novinarstva do pisanja stvarne literature, to ni najbolj preprosto, ne? Zato ker so to čist dve usporedni liniji, ne? In ki nimata dosti skupnega. Ne? Moram ohranjati izrazito količino koncentracije, da obvladujem dnevne obveznosti, ne? Obenem pa točno vem, da to niti približno ni več tisto, kar me, kako bi rekel, najširšem pomenu zadovoljuje. Ne? In zato, ker rad bi vedel, vedno in posod, kaj je podlaga vseh mojih odločitev, ne samo mojih, tudi mojih bližnjih ali pa nasploh vseh odločitev, ne? Kaj poganja odločitve, je to samo biokemija plus genetika in kje je prostor za resničen avtonomen poseg. Ne? In izkušnje, ki jih seveda, dobiš, ki pa so tudi random. Plus okoliščine, ki je zelo vprašljivo, če so random. Ne? Ne vem, sigurno nek kaos je, ki ga midva ne morava. Absolutno. Sej to je vprašanje, a randomness sploh obstaja, ne? Ali samo mi nismo sposobni zračunati posledice. Ne? In pol, ko je nekaj zelo, recimo vrževa kocko in mi rečemo, to je random. V bistvu ni, če bi mi znali res vsako silo na tej kocki zračunati, bi mi lahko že pred metom vedeli, kaj bo prišlo. Plus verjetnostni račun in matematično, fizično prideš do neke formule, ki ti da možnost, da je naslednja metu 2. Spravi izgledna kompleksnost je v teh izkušnjah. Pri kocki niti ne. Aha.
Zato, ker je metafizično v celoti izuzeta v tem primeru. Ne? Aha. Jaz recimo, se je zanimivo, ne? Jaz vržem kocko, pa vsak moj mišično vlakno jo bo mal drugače, bo ta sila vplivala. Ne? Zdaj pa moram iti jaz nazaj, zakaj imam jaz eno vlakno mal bolj zakrčeno kot drugo, ne? Lahko greva nazaj v neko mojo izkušnjo tisti dan, a sem pil kavo ali nisem pil kave, ne? Zakaj sem pil kavo, zakaj sploh pijem kavo, a če kave ne bi bilo na tem področju planeta, a bi jo jaz pil, kdo jo je prinesel, kaj je on, tako pravim, da je tudi med kocke. Zakaj vraga mečeš to jebeno kocko? Tako pravim, da je tudi med kocke izredno kompleksen do velikega poka, verjetno. Nesporno. No, zato sem rekel, da je izredno kompleksen, ne? Da ni v vakuumu narejen. Ne? Ampak vendarle, bi rekel, vsako mišično vlakno, tvoje počutje, tvoje psihofizično stanje, ne vem, tvoja dieta, kaj si na ta dan zaužil, v skupnem seštevku privede, ne vem, do tega, da se to pomnoženo ali pa v korelaciji z verjetnostnim računom, okoliščinami, geografijo in ne vem, vremenom v tistem prostoru, ko vržeš kocko, pride do končnega rezultata. Je to skoraj blizu tega, da skoraj absolutno lahko nekaj napoveš. Ne? Okay. Kar je predvsej drugače kot neke izrazito osebne okoliščine. Je podoben kot pri športu, recimo, ko lahko z veliko gotovostjo določene stvari pričakuješ. Seveda jih ne moreš v celoti napovedovati, ampak z veliko gotovostjo. Ene stvari so pa, vsaj za enkrat, izrazito nepredvidljive. Zdi se mi, tisto, kar mene zdaj zanima kot, ne vem, zelo radikalnega družboslovca, ki je ugotovil, da z družboslovnimi sredstvi ne more več razumeti sveta vse svoje kompleksnosti, in se zateka v naravoslovje vedno bolj, je kaj sploh kaj res kot rečeno v prvi fazi, kaj poganja moje odločitve. In s tem na ta način poskušam razumeti tudi, ne vem, zunanjo politiko, ki je jedro mojega pisanja, kakršnokoli človeško delovanje in tako naprej. In ob koncu dneva to privede tako zelo neprijetno, ne je mogoče v oklepaju pozicijo, ko greš ko vse probaš interpretirati preko, ali pa razumeti preko preconditions, preko predstana, zelo v nekem pogojniku, potem se ti zdi, da so tukaj zdaj, ne glede na početje, praktično smo vsi nedolžni. In tudi, ne vem, v pravu, v številnih družboslovnih znanostih, recimo, zdaj se tudi s pomočjo seveda algoritmov umetne inteligence, upam, da ne na pogon naravne neumnosti, dogaja preobrat tudi v medicini počas, da v bistvu bo prišlo do popolne atomizacije posameznika. To pomeni, da v neke kolektivne razsodbe preko etičnih in moralnih, tudi pravnih alinej, praktično po moje v nekih desetletjih ne bodo več mogoče. To je nek intern razmislek. Zato, ker si v bistvu skupek genov, biokemije in okoliščin, nad katerimi kot neka osnova, nepopisan list z zelo jasnim genskim zapisom nimaš nadzora. Ja, mislim, da so tukaj čisto usklajena, pa veliko smo govorili na tem podcastu o svobodni volji, pa v bistvu jaz vidim tukaj pomembnost tega, da če se zavedaš, da je nimaš, nekako kontrolo lažje spustiš, in mogoče tudi malo prej prideš do nekega miru, noter, se ne v bistvu konstantno borbaš za vesoljem, ki je takšno, kot je, tako jaz gledam, Zdaj pa, če si ti usklajen s tem, kar sem zdaj rekel, Niti slučajno ne. Se pravi ti verjameš... Radikalen konflikt je to. Grob, agresiven, neskončen, škodljiv. A lahko malo ostaneva na tem področju, pa malo razložiš, zakaj se ne strinjaš s tem?
Nisem rekel, da se ne strinjam. Notranji konflikt je. Ne? Notranji konflikt, želel bi, da bi bil s tem pomerjen, ne? Da ne bi bil v večnem sporu z nezanikljivim. Aha. Sam, če človek, to je ful pomemben razmislek, če človek res razume, da nima na koncu kontrole nad svojimi dejanji, mišljenji, čemorkoli, če to res razume, a ni pol, da bi ta konflikt notranji odpadel avtomatsko? Ne, zato ker to lahko tudi alibi za holokaust, genocide, množično izumiranje vrst in to, da industrijsko pobijamo vse okoli sebe. Zakaj? V imenu zmožnosti manjka samoomejevanja je lahko ob koncu dneva dovoljeno vse. Ampak ta samoomejevanje je tudi ena izmed sil, bi jaz rekel, nad katero jaz nimam kontrole. Zakaj si jaz ne želim ubiti nekoga? Ne? Zato, ker deluje ena ful močna sila name. Lahko je to notranja, lahko je to družbena. Ne? In to je tudi vključeno v to, da jaz nimam kontrole. Zdaj pa sem lahko jaz, včeraj sem prišel iz Izraela, lahko sem jaz nek posameznik tam in okolje vpliva name. Celo življenje, pa na mojega očeta, pa na mojega dedka. In jaz sem prevzet s temi mogoče čustvi, lahko so to neka čustva jeze in bom naredil neko dejanje, neko grozno dejanje, recimo ubijem nekoga. Se pravi, jaz nimam kontrole nad tem, ker sem tukaj, imam pa srečo, pa tisti človek tudi nima kontrole nad tem, pa ima nesrečo. Tako da sam sile so vključene. Sej poznaš ti znan eksperiment, Milgramov eksperiment recimo, ali pa ki so na Stanfordu delali tisti eksperiment, ki so probali v bistvu ugotoviti, kaj se je dogajalo v nacistični Nemčiji, zakaj je toliko ljudi delali taka grozna dejanja. In vsak od nas bi se rad izpostavil, ali pa bi rekel, jaz pa bi bil izvzet od tega. Na mene to ne bi vplivalo, jaz ne bi nikoli nekaj tazga groznega naredil. Ampak imamo znanstveni, družboslovni dokaz, da temu ni tako. Tako da tako jaz razmišljam, da vključno ta kako si rekel, samoomejevanje. Samoomejevanje je del sile vesolja. Ja, do neke mere, veš, ampak če sem zelo prozaičen, velik del, evolucijsko smo pogojeni, in velik del življenja, te poganjajo hormoni, še posebej nas moške, na nek način, in je marsikaj, kar počnemo pogojeno res z izrazito željo po parjenju, tako ali drugače. Lahko potrdim. Sčasoma se to spremeni, to pa tudi jaz lahko potrdim, oboje, ki so že toliko starejši. Kar bi ti rad rekel je, če si omenil Izraela, več kot 20 let sem pokrival vse vojne po svetu, in tisto, kar sem vedno probal iskati, eno izmed nekih takih paralelnih zgodb je ljudi, valjda so to posamezniki, ne kolektivi, ki so no matter what, ne glede na okoliščine, na vse, kar so doživeli, na vse izgube, na vse strahote, ki so jih videli, občutili, premišljevali, ostali v svoji substanci, bolj ali manj etični substanci, govorim nedotaknjeni. In ker je to v bistvu antiteza tega, kar se pogovarjava. In sem jih srečal ogromno. Ne enega, dva, zares veliko, ljudi, ki so tudi v najhujših, najbolj strahotnih okoliščinah, kjer v bistvu nimaš več izbere, kot da se ozveriniš, ostali etično nedotaknjeni. In to mi je, brez tega bi težko obdržal tudi samega sebe nad neko gladino in to delo še naprej. Zato, ker zlahka odpišeš našo vrsto kot preprosto enosmerno vse, tudi sebe uničujočo. Ampak, ko pa srečaš te posameznice in posameznike, in kot rečeno, res jih je veliko in praktično tretjino svojega novinarskega pa pisnega dela sem namenil njima, ker so izrazita inspiracija in se mi zdi, da je treba preko njih tako ali drugače preživelcev upovedovati svet, ti to pa odpre ful enega upanja,
kljub temu, da je upanje večkrat zelo taka prazna, namišljena kategorija, no, in termin. Veš, da mogoče, ne, obstaja nek algoritem, ne, po katerem lahko vendarle ostaneš. Težko mi je reči človečen, zato ker to mi pomeni čist nekaj drugega, ne, po vseh množičnih grobiščih, ne. Aha, se pravi, gledaš na človečnost oziroma na človeka kot takega, kot neko uničujočo stvar. Izključno in samo, ja. Izključno in samo? Izključno in samo, ja. Zakaj pa greš v tak ekstrem, recimo, ali pa a se ti zdi, da ker zaradi narave svojega dela, ali pa ker si... Zaradi narave in družbe mojega dela. Ja. Ne samo mojega dela, tudi tlej, mislim... Vsakdo, ki poskuša dominirati, vsakdo, ki ima neko osnovno premiso prevlade, vsakdo, ki je za svoj užitek pripravljen ubijati, vsakdo, ki misli, da je neka vrsta od njega manj vredna, ne, me plaši, ne, milo rečeno. No, sej, to se s tem smo celostno obkroženi. To smo. Ampak a smo samo to? Smo še kaj drugega. Ne, ker... Zgradimo Notre Dame, pa fucking piramide, bravo, dosežek. Ja, ne, mogoče močna stvar, da me je zmotila stvar, ali pa, kaj si rekel, izključno samo to, ne, se pravi, postavil si se na nek ekstrem, da je človek samo to, recimo sam ta pol. Jaz se s tem ne bi mogel strinjati, ne, ker vidim tudi lepe stvari, ne, v človečnosti, v civilizaciji, v temu našem projektu, ki ga delamo. In vidim vedno bolj, ne, pa mi imamo drugačne izkušnje, ne, tega se moram jaz zavedati. Ne. Ampak glih zaradi tega, ker mogoče razumem, da imamo drugačne izkušnje, da si ti bil, pa to je prav tako, ne, rabimo take ljudi, ki si ti, da grejo na ekstreme tega slabega, kar se dogaja na svetu. A ne. Ampak me zanima, če se zavedaš tega, da je to en pol mogoče. Vse čas se poskušam tega zavedati, ne? In želim si razmišljati drugače, pa to čutiti drugače. Ne? Ampak v tem trenutku je neposredno zaradi človeške krivde kritično ogroženih 16,000 znanih živalskih vrst. Ne? Samoumevno nam je pobijanje. Ne? Nekaj najbolj normalnega, tudi če to ni eksistencialno nujno, je iti kupiti meso. Meni se zdi to tako nekaj najbolj rudimentarnega. Že ko sem bil star 8-9 let, mi je bilo popolnoma nesprejemljivo, še pred vsemi izkušnjami, ki so sledile, da se za naše nenujno osnovne potrebe pobija. Ne? Seveda je popolnoma legitimno tam, kjer druge hrane ni, se prehranjevati z drugimi vrstami. Ne? Ko pa imaš na voljo alternative, pa se mi zdi, da je to ključno etično vprašanje našega časa. Ker če ne pride do mogoče samoomejevanja, samo premisleka na tej ravni, potem tudi dvomim, da lahko pride na drugi. Ne? Veš, tako z prijateljoma iz Duo Silence, ne, imamo tako, kdaj se dobimo zvečer. Iz kje? Duo Silence, glasbenika, ne. Aha. In imamo podobne debate, ne, in na zadnje me je Benko, pevec s tem bendom, ne, tekstopisec, probal nekako pripričvati, ne, pa govorijo še kar podoben jezik, ne. Kako bi rekel, da nekaj takega kot civilizacijski napredek obstaja, ne. Češ, da greš po ulici, pa te ne bo kar nekdo posilil, ne. Ali pa, ne vem, z buzdovanom po glavi, pa te praktično požaril, ne. Ampak to ni etična kategorija, to je estetska kategorija, ne. Ker se bo to zgodilo na nek drugačen, veliko bolj perfiden, veliko bolj neposreden način, ne. Kar v bistvu kaže samo na odsotnost poguma, ne na civilizacijski preskok. Ne, na to. George Carlin je lepo povedal pred parimi tedni, ne, da je, ko bi rekel, politična korektnost je zgolj fašizem z manerami. Ja, se strinjam s tem. Ja. A lahko na tem področju napredka malo ostaneva, ne? Ker to mi je bilo zelo zanimivo, kaj sta imela debato s prijateljem. Ne? Se pravi, a bi se strinjal, da je vedno manj nasilja na splošno na planetu Zemlja? Nasprotno.
Nasprotno. Okay. All I see is violence. Kako pa v bistvu, kad ti pogledaš neke, ne vem, številke iz zgodovine, pa jih primerjaš z trenutnimi številkami, pa so te drastično manjše, ne? Kje v bistvu vidiš to kompenzacijo, ki si omenil, ne? Če se jaz premikam po Evropi, v srednjem veku, je to dosti bolj nevarno početje za mene, za mojo družino, kakor danes. Drži. Kje vidiš to kompenzacijo, ki si rekel, če ne bo tukaj se pokazalo to nasilje, se bo nekje drugje? V popolnem nenadzorovanem okoljskem uničenju. Kot rečeno, ko se pogovarjamo o življenju, se ne pogovarjamo samo o človeštvu. Ne? In ko govorim o prvi osebi množine, pa lahko govorim samo kot človek in o človeštvu, tudi ko govorim o ednini. In ta moj odnos pa je odnos do vsega živega. Ne? In tukaj se to kaže, v popolnem uničenju. Poglej, mislim, se greva lahko, to tako lahko zveni evgenično na nek način, ampak prejšnji torek je človeštvo preseglo 8 milijard. Sem letnik 75, ko sem bil rojen, je na svetu so živeli 4 milijarde ljudi. V 47 letih se je število podvojilo. Seveda se je potreba po suportiranju vrste, te potrebe so eksponentno zrasle. Od leta 1990 do danes, torej v 32 letih, smo v ozračje poslali več izpustov kot kadarkoli prej v seštevku. In za nami je 27. podnebni vrh, COP v Sharm el Sheikhu, kjer praktično ni bil dosežen noben napredek. Še več, v bistvu sklepi Pariškega podnebnega sporazuma iz decembra 2015 zvenijo v primerjavi s tukaj in zdaj tako rekoč avantgardno. Najbolj pesimistični scenariji podnebni impuls IPCC-a iz tistega časa so pa danes že udejanjena realnost. Pred seboj imamo jasne slike prihodnosti, ki se odvijajo v sedanjiku, in na to ne odreagiramo. Nasprotno, v bistvu smo po koncu pandemije šli v radikalno nadkompenzacijo, in v bistvu ponavljamo, težko reči napake, ponavljamo isti vzorec. Napake bi pomenile, da smo že kaj kolektivno kdaj delali prav, nismo. Aha, nikoli. Ja, zanimiv mi je ta vidik, ki ni usklajen toliko z mojim, ampak se zato je fajn, da se pogovarjava o tem. A si mogoče Steven Pinkerja poznaš? Ne? Seveda. Ja. Verjetno poznaš, ja, ok. Želim, da recimo, jaz sem to knjigo prebral, pa recimo me v velikih teh metrikah, da sem za poslušalce poveva, knjiga ima naslov Enlightenment Now in v bistvu je knjiga nekih grafov in številk in kvantitativnih dokazov, zakaj gre vse na bolje čez zgodovino. Jaz sem seveda to mal vzel z rezervo, ker vem, da imamo par velikih problemov, ki bojo mogoče celo prevedli do uničenja vrste. In se mi zdi, da če se vedno zanašamo statistično samo na zgodovino, pa rečemo, vse je vedno šlo na bolje, to pomeni, ekstrapoliramo, vedno bo šlo na bolje. Mislim, da lahko v eni točki se zavedemo, in v bistvu ena točka pomeni, da nas več ni, in to za nazaj ne bo nič pomenilo. Tako da to je ta moja rezerva od tega, ampak vseeno me zanima tvoj vidik, če poznaš te ideje, če si prebral, s čim se ne strinjaš v bistvu? Praktično z ničemer se ne strinjam v Pinkerjevem pisanju, s vsem spoštovanjem. A je možno to? Kvantiteto konflikta ni mogoče opredeljevati številom vojn. Smrtnih žrtev, nasilnih posledic. Ja. Še posebej, če tega ne meriš v številu, glede na število prebivalstva. Povprečne starosti prebivalstva. Ni mogoče meriti številko, ampak s kvaliteto življenja.
Seveda se je marsikaj spremenilo, ne? Ampak še posebej v času na pogon industrijske revolucije, ki je bila dejansko gnana z razvojem fosilnih goriv. Ne? V bistvu lahko ta radikalen napredek merimo v pol drugem stoletju. Ne? To je zelo tako. Recimo, rečva temu, da je 150 let. Ne? In to je povezano tudi z rapidno rastjo števila prebivalstva, seveda razvojem medicine in tako naprej. Ne? Ampak ob tem obdobju smo doživeli 2 svetovne vojni, ne? Doživeli smo holokaust, doživeli smo vrsto genocidov in obenem se v tem obdobju, ne? Tukaj pa pač vstopi moje celostno nasprotovanje Pinkerju. Ne? Se je začel odvijati antropocen. Ne? V bistvu, če to prevedemo v geološko dobo. Prva geološka doba, ki je pogojena praktično izključno in samo s človeškim delovanjem, ergo z delovanjem ene vrste, ne z zemeljskimi naravnimi silnicami. Ne? In on v bistvu kot avtor ne da negira, ampak izpušča vse druge vrste v kontekstualizaciji nasilja in konflikta. Ne? In tukaj je, kako bi rekel, najna gigantska metodološka razlika. Meni se zdi, da se nasilje ne meri samo v najnem odnosu, ne vem, civiliziran, tukaj in zdaj, ampak k temu, kako se obnašamo do vseh drugih vrst. In v tem obdobju je, recimo, pred 150 leti je bilo popolnoma legitimna dejavnost, večina ljudi ni imela neposrednega dostopa do hrane, predelane hrane praktično še ni bilo in tako naprej, ne? Danes, tukaj in zdaj, je pa to sem šport zadovoljevanja ubijalskih potreb, ne? Ki so, ja, verjamem, evolucijske, ne? Ampak toliko samonadzora bi pa vendarle mogoče lahko imela, ne? Da si ne bi s krvjo mazali rok za užitek. Absolutno. Če smem povzeti, preveriti, čeprav razumem, se pravi, se strinjaš z vsem, kar je v knjigi, motite pa, da je izpustil 2 velika problema, ki sva jih tudi midva se dotaknila, industrijska predelava mesa in podnebne in uničevanje okolja. Ja, na prvem mestu uničevanje okolja, ampak to vsebuje vse ostalo, vse ostalih drugih živalskih vrst. Ampak vse ostalo se pa strinjaš, ne, da je napredek šel naprej, ne? Nisem tega rekel, ne, v bistvu moramo povedati, kaj je napredek, ne, moramo definirati napredek. Meni se zdi to, da, veš, ja, okej, a ne. A bi raje še ti živel v srednjem veku, če vrževa kocko, veva samo obdobje, ali bi raje vrgel kocko pa živel danes? Mogoče to je vprašanje, ker pola rah rečeva, a je napredek ali ni, ne? Ne znam ti na to vprašanje odgovoriti, ker ne vem, kam me bo kocka flikala. Sej, random, ne, imaš neke možnosti. Lahko ratam sužen lahko padem na eno izmed prvih suženskih ladij in upijem Amistad pred pristankom. To je moj point, da takrat, če boš vrgel kocko, boš imel več možnosti, da boš v slabši poziciji kot zdaj. Nisem prepričan. Več suženstva, več vojn, več ubijanja ljudi, več nasilja, več zdravstvenih težav, manj šolstva, se pravi, to je vse te Pinkerjeve metrike. Več možnosti boš imel, da boš tam padel nekam, kjer boš slabše, kot če boš randomly danes vrgel kocko. Ne? Odvisno, kakšen life si želiš, ne? A veš, želiš umreti, ne? Želim živeti do smrti. Ne? Želiš ne umreti, pa želiš čim boljše živeti. Ja. Zdaj, kaj je boljše, lahko definiram. Nisem rekel, da ne želim umreti. Ja. Ne? Želim živeti. Ja. Ne? To je, se mi zdi, strahotna razlika. Ja. Ne? Kot rečeno, ne? Pinker med drugim pravi, da je vojn manj, kot jih je bilo kadarkoli v zgodovini. Ne? Če jih štejemo, bi rekel, bi prišel do tega zaključka. Ne? Ampak številne so pa vse obsegajoče in kar se je začelo pred recimo dobrimi 20 leti, ne, so never ending, so vojne brez konca. Ne? Obenem, ne, se je seveda zaradi demografije in industrijske revolucije smo prišli do tega, da konflikt ni nujno neposreden, ne, in posrednega konflikta, ne, pa v njegovi metriki ni.
Posreden konflikt se dogaja na ravni mentalnih stanj, bolezni, a ne na zlorabi farmacevtskih izdelkov tako ali drugače, ne na vsesplošnih odvisnostih, ne z nečem, kar poimenujem asocialna revolucija, kar se je zgodilo najprej z razvojem informacijskih tehnologij, socialnih omrežij in še posebej pa je to doživelo silovit pospešek in že tako atomizirano družbo oziroma ostanke le-te spremenilo v posameznike in posameznice. Margaret Thatcher likes this, a ne, ko v bistvu smo izgubili kakršenkoli resen socialni stik. In v bistvu kot družba dejansko ne obstajamo več. In to se mi zdi definicija konflikta. Zato, ker smo kot posamezniki obrnjeni eden proti drugemu. Ne rabiš ti, bi rekel, krepela, noža, ketne in kamenja in da definiraš stvari za konflikt. Kaj šele ne vem, bombarjev pa jedrskega orožja. Konflikt prav tako boleč, uničujoč je mnogo kdaj, pa v večini, po mojem mnenju, neviden. In se je izrazito zaostril v zadnjih letih. Verjetno bi se, če bi imel na izbiro, ali se rodim leta 1988, ali se rodim, leta 296 1003, bi se gotovo odločil za leto 1988. Če bi imel pa možnost, da se rodim leta 2030, si pa tega niti slučajno ne bi želel. Te strah v bistvu prihodnosti, ki prihaja, glede na vse stvari, ki jih opažaš. Po mojem ni strah prava beseda, strah me enih čist drugih stvari. Ne želim si živeti v atomiziranem svetu, kjer se tehnologija razvija tako izrazito hitro, da evolucijsko, družbeno, tudi fizično ne moremo slediti. In se bojim, da smo že zelo blizu točke, ko bo, kot rečeno na začetku, prišlo do, oziroma že prihaja do nekega usodnega kreša umetne inteligence in naravne neumnosti. In nekaj podobnega. Ne vem, ogromno potujem in poskušam razumeti prihodnost tukaj in zdaj. In ne vem, dogajanje na Kitajskem, vsa zaprtja, vsa digitalizacija, vsi skeniranje vsakega našega koraka, social scoring in to naprej, kar počasi prehaja tudi v zahodni svet, me neverjetno plaši. Obenem tudi to taljenje ostankov empatije. Ne vem, vidim tudi v nekem neravno prvem svojem socialnem krogu, v drugem pa zagotovo, da v primeru recimo vojne v Ukrajini, v bistvu, kaj šele kakšnih drugih bolj oddaljenih, z nas morda, ali pa zame seveda ne, za marsikoga eksotičnih vojnah, vojnah, ki se literally dogajajo nekomu drugemu. Dava primer par teh konfliktov, ki se trenutno dogajajo. Ker smo malo odmaknjeni. Recimo Jemen, Sirija, Libija, stalno Afganistan, severni Irak v tem trenutku, Burkina Faso, Somalija, Demokratična republika Kongo, njen severovzhod. Vse vojne, iz katerih sem poročal, pa so še vedno ongoing, še vedno potekajo. In jasno Ukrajina, ki je tukaj in zdaj, ampak res dobesedno tukaj, pa jo v bistvu dojemamo kot polje nekega ideološkega spopada, nek ego safari. In tudi v neki javni narativi nismo sposobni razumeti kot human interest story. In to me nenormalno frustrira, še posebej kot novinarja, pa nekoga, ki se s tem res profesionalno in osebno ukvarja. Ja, ful sem želel s tabo govoriti glede novinarstva, pa trenutnega stanja te kulture, lahko tudi povem, kako jaz to zaznavam, ampak z nekim vzponom družbenih omrežij se mi zdi, da se je to ful na glavo obrnilo. V bistvu, neka stvar je fake news, druga stvar je clickbait, tretja stvar je pa, da enostavno ne cenimo, se mi zdi, da več tega poklica v pravem pomenu besede,
ali pa da ne preživi več v tem svetu, kakršen je zdaj. Čist primera, ne. Jaz recimo berem, da Atlantic mi je zelo všeč, ne, pa recimo podobne publikacije, ne, ampak vidim jasen problem, ne, zanašanje na naročnike, ki ti plačujejo, da berejo te dolge članke, za katere je potreba 6 mesecev, 1 leto raziskovanja, a ne, enostavno na družbenih omrežjih ne preživijo, ker ta novinar bo objavil ta članek, čez 3 minute je že naslednja zgodba. In v bistvu bolj je ta fast food, ne, če smo analogija na hrano, ne, zdaj v bistvu z vidika novinarstva samo to konzumiramo. Ne. Se pravi novinarski fast food, kjer je tisti novinar, ki bo prej prišel do zgodbe, pa ne bo preveril, pa ne bo se poglobil v njo, bo prosperiral v tem svetu na digitalno. Ne. In tako me zanima malo tvoj, ker si novinar, ne, pa se mi zdi, da nisi vključen v tem fast foodu, ne? Me zanima, kako ti gledaš na to, pa koliko je to dejansko velik problem za vse, ker jaz mislim, da to prekriva čisto vse, kar si govoril. Ne? Mi ne moramo priti do nekega konsenza, mi sploh ne vemo, kaj se dogaja in itak je pol še polarizacija, fragmentacija, Amerika ima blazne probleme s tem, ne? Tako da me zanima malo tvoj, Ko imaš prst na pulzu, a ne, okoli tega, neposredno. No. Kaj si misliš? Lahko samo kimam, še naprej sem tega se ne vidi. Ne. Bomo dali, da se bo videl. Ta proces traja zdaj že kar nekaj let. Ne. In za začetek bi izpostavil pozornost. Ne. Že z internetom, sploh s socialnimi omrežji, z načinom, kako algoritmi delujejo, se je na kolektivni ravni pozornost, attention span moment se je izrazito skrajšal. Ne? To je že patološko dokazano, pač, da je skrajšan in še posebej pri mlajših generacijah, načenja pa tudi nas malce starejše. Ne? In pozornost je vse, pozornost je fokus omogoča etiko, etika omogoča refleksijo, samorefleksijo in to vodi od eni ravni do skupnosti, na eni ravni do solidarnosti, do nekega delovanja, razmisleka, premisleka. Pozornost je res ljubezen. Ne? Zato, pozornost je ljubezen. V partnerstvu, ne, to je to. To je to. Ja. Tu smo se našli. Pozornost je vse. Pozornost je jedro. Ne? In esenca in mi pa živimo v času esence, ne esence. Ne? Vse je v bistvu, pač se digitalizira, krajša in nadgrajuje stopnjujočo se potrebo po instantni gratifikaciji. Ne? Ja. In zdaj to se ni zgodilo novinarjem, ne, delno tudi, no, ali pa našemu poklicu, ampak na prvem mestu, glede na to, da če govorijo o kvantiteti, večina nismo novinarji, ampak je javnost, publika, ne, to se je zgodilo javnosti publiki. Ne. In javnost, torej publika od providerjev informacij, novinarjev in tako naprej, želi, ne nujno zavestno, ampak spremenjenim algoritmi in patološko spremenjeno pozornostjo, želi nekaj drugega. Ne? In to se jasno izraža na različnih ravneh. Ne? In marsikdaj, zaradi jasno, na prvem mestu poslovnih modelov, so mediji po vsem svetu, nikakor ne govorim samo o domačih, bili primorani sprejeti nek kompromis, vsaj tako je bilo to predstavljeno, ne? In ta kompromis je šel pa bolj ali manj povsod na škodo kontenta, vsebine, daljših, ne vem, če govorimo o časopisih, long readov, daljših bralnih formatov, začelo se je zapirati tuje dopisništva, v bistvu karkoli je ostalo od zunanjega političnega novinarstva je bil nek parašuting, ne, prideš, greš druge lokacije in tako naprej. Ob povečanju prekarstva v novinarskem poslovnem delu po svetu se je zmanjšala socialno-ekonomska varnost ljudi, to vpliva tudi na neke odločitve pri tem, koliko si neodvisen, pri marsikomu.
Veliko elementov se je zgodilo v zelo kratkem času. Oglaševalski kolač je v bistvu se preselil že pred leti, valjda najprej na televizijo, skratka, ali pa audiovizualne medije plus digital, v časopisnem prostoru je tega v Sloveniji, to še ni tako grozljivo, ostalo bistveno manj. In v bistvu marsikje so časopisi ostali živi samo zaradi neke inercije, zaradi tega, ker jih boljšega argumenta ne najdemo, preprosto morajo preživeti. In kar se je zgodilo še v zadnjem letu, zaradi pač post-covid krize, energetske krize in tako naprej, zaradi težav v shipmentu in težav z surovinami, je cena papirja izrazito zrasla in v bistvu v tem trenutku marsikje po svetu, tudi pri nas številni časopisi razmišljajo o tem, da bi preprosto še tisti, ki so se zelo vztrajno borili, da bi ostalo v printu, razmišljajo, da bi že v naslednjem letu preprosto preskočili samo na digital, kar je popolna katastrofa. Na drugi strani, tisti, ki so preživeli, ki jim je bilo to, ki so imeli to možnost, pa v bistvu furajo neke vrste mecenski številni, New Yorker in tako naprej, tudi omenjeni The Atlantic in to, v bistvu semi-mecenski model poslovni, kjer imaš pač neko filantropijo zadaj ali pa tako imenovan old money, ki ti omogoča preživetje, ampak to so v bistvu izjeme, ki potrjujejo pravilo. Kar se še je zgodilo v novinarstvu je to, da v bistvu to kot marsikje druge v družbi so mladi ljudje v bistvu ostajajo serijsko brez priložnosti, oziroma upadajo v svet profesionalen, ki je popolnoma drugačen od recimo mojega. Mladi novinari. Ja, in so že v bistvu vzgojeni kot publika, še predtem postanejo novinarji z krajšim attention spanom, z različnimi navadami pridobivanja informacij in v bistvu so tudi njihove potrebe drugačne in novinar, seveda, tako kot vsak pisec, pa vsak, nekdo, ki kreira vsebino, jo kreira pač tudi po lastnih potrebah. In v prihajajočih generacijah so to ni vrednostna sodba, zgolj dejstvo spremenjene. In v bistvu kle prihaja do nekega skoraj civilizacijskega konflikta. In v bistvu mi iz neke stare novinarske šole postajamo živi fosili v tem svetu. In to ni jambranje, s tem se je preprosto treba soočati, obstajajo neki formati, vedno obstajajo neke poti, kvaliteta vedno preživi, problematično pa je, veliko bolj, kaj se je zgodilo z javnostjo, kot se je zgodilo z novinarjem. To, da neki fucking kreteni, ki nimajo nobenih izkušenj, nobenih znanj, nikjer niso bili, njihova mnenja na socialnih omrežjih v bistvu imajo močnejšen vpliv na javno mnenje kot trdo terensko delo, celoživljenjski študij in popolna avto in nasploh neprizanesljivost in fact-based life, profesionalen, to je tisto, o čemer sem prej govoril, o nevidnih konfliktih. Ta je tudi na tej ravni obstaja. Bom rekel si tudi besedo polarizacija, ta je mogoče še ena oblika ali pa še ena ali ne v izginjenju našega poklica. Zato, ker preprosto, če nisi opredeljen, potem skoraj da nisi več relevanten. Ja, manj imaš publike. Ja, seveda, ja. Ja. In to je zelo velik problem, ker jaz vedno rečem, da ekstrem je vedno v neresnici. Vedno. Sploh ne... Zato sva tudi imela mogoče na začetku malo bolj debato, ker sem jaz zelo pazljiv pri ekstremih, vsako stvar lahko na več različnih načinov vidiš. Glede novinarstva, kaj bi te vprašal, ker te probleme, ki si opredelil, jaz se s tem ful strinjam, pa tudi nekako opazujem, pa tudi, ker sem začel ta projekt delati, najpogostejši feedback, ki sem dobil, je, da so stvari predolge. Se pravi, te pogovori so predolgi. Noben ne bo 1 uro poslušal. Jaz sem imel pa 2 urne, 3 urne, enkrat smo s frendi imamo 4-5 urne debate. In ljudje poslušajo, nekateri.
In jaz mislim, da bi bila to takrat napaka, ne, če bi jaz upošteval ta nasvet, daj probi skrajšati. Vse mi dva se lahko pogovarjava zdaj 1,5 ure, pa bom jaz to skrajšal na 30 minut pol, ne. Zato, da nekdo, ki pele se v avto, da lahko v 30 minutah to do službe skonzumira, ne. Ampak se mi zdi, da se v družbi vzpostavlja tudi en drug pol, se pravi, če gremo vse v ta short content, z short attention spanom, TikToki, par sekund, ne, se mi zdi, da se še en drug pol ustvarja, ne. In jaz mislim, da imajo tukaj podcast en tak unikatno mesto v naši družbi, ne. Čisto pogledamo tako fenomen Joe Rogana, ne. V tej dobi, ne, da imaš ti vsak dan objavljen 3-urni pogovor, ki ima 20-30 milijonov downloadov, ne. To so v bistvu številke, ki jih velike medijske hiše v Ameriki nimajo, ne. In se mi zdi, da se tukaj dogaja nekaj ful zanimivega, ne. In zdaj pa žogico te vržem, ne, ker si v tem old sistemu, a se ti zdi, da bi bilo dobro, seveda lahko opredelimo te probleme, ampak spreminjati tak sveta, en posameznik težko spremeni sveta, ne, pa te sile, ki se dogajajo, ne. Ampak da bi v bistvu se prilagodili na način, da vidite te trende, recimo čist primer tvoja, ne, imaš ogromno znanja, ogromno si se spustil v globine svetovnih problematik, ne. Kaj, če bi ti imel podcast, ne, ker bi ti lahko to long form imel pač neke debate in ti bi bil neodvisen ustvarjalec, ne, pa iz tega lahko režeš TikToke, ne. Sej mi režemo TikToke, ki so, ne vem, 6-sekundni, minutni, zdaj greš lahko čez 1 minuto, ne. In ogromno mladih pride iz tega short forma na long format, ne. In v bistvu ti greš v ta levi brlog, tam, ker so oni, jim daš eno kost, ne, in jih probaš zvabiti ven iz te jame, ne. In se mi zdi, da to deluje in da to bi lahko bila ena izmed taktika, ne. Ker jaz sem se tudi z Sašo Dolencem sem se pogovarjal pred začetkom korone, ne. In on je, podobne so stvari, ne, znanstveni community je imel takrat velike težave, ne. Kako se boriti proti fake newsu, kako se boriti proti temu balastu šita informacij okoli neke zdravstvene krize, ki smo jo imeli, ne. In sem mu rekel, da se morajo znanstveniki prilagoditi. Nekako se moraš pač prilagoditi, ne. Zato, ker se poznaš to statistiko na družbenih omrežjih, ne, da se fake news, mislim, da 5-krat dlje širi kot real news, ne? To so, če dava to na Facebook algoritmu, ne? In jaz to vedno rečem, ne? Predstavljaj si, da smo mi dva, jaz sem Barcelona, ti si Real, ista sva po sposobnostih, ampak kaj jaz zadenem gol, se šteje za 5. In to se dogaja na družbenih omrežjih, ne? S fake newsom pa real newsom, ne? Ali pa, ne? Tako da kako bi se lahko vi prilagodila, ne? Ali pa sploh vidiš to možnost? Lej, spet bi lahko samo pokimal temu, kar si rekel, ne? Sem po drugi strani, ja, kot industriji načeloma da, ne? Intimno ne, iz več razlogov. En je ta, da pač mogoče sem ekstremno konzervativen, no, ampak objavljam vrsto let po celem svetu in ne vem, pač kakšne zgodbe so tako v 10, 15, 20 državah, ne, v največjih svetovnih časopisih in revijah in se mi zdi, da nimam notranje potrebe po večjem dosegu pri novinarskih tekstih, ne. Ampak to je tvoj cilj? Še več bi pomenilo to moj nečak doma, ne, ki je tudi fura en podcast in imam v bistvu za mlajšega brata, mi tako prav jebe mater, ne, zaradi tega, teži mi, ne. No, jaz ti ne bom, no, ampak. Ne, ampak, ja, ne, so že se dala tega veliko čez, ne, in njegov argument je, da bi rekel svoj pač public potential mečem v kanto zaradi tega, ker sem starokopitno govedo, ne, in ima prav, ne, zato, ker nekje je meja avtozlorabe, no, jaz si želim mer, ne želim si še več biti prisoten, ne želim si še več stikov imeti, ne, utrujen, tako kot je Rok Petrovič reče v drami, no, ne, utrujen sem od ljudi, ne, dosti jih imam, ja. Ne, in pač. Ampak kje bi imel ti stike z ljudmi, če bi šel v to smer?
Jaz to vidim kot... Ti bi imel z uredniki, ne, a veš, ne, okej, jaz bi... Ti si urednik. Ja, ampak jaz sem se pri podcastih razmišljal, da bi imel svoj podcast. Ne zanikam tega, ampak veš, v bistvu delam drugače, v več podcastih zavestno sodelujem, zato ker se mi zdi to najboljši obstoječ medijski format by far, edini, ki mi je všeč na tem svetu v tem trenutku, poleg long readov. Televizijo komi še gledam, a ne, sploh... Časopise seveda preberam, ampak nikakor ne newsa, a ne, pač news konzumiram sproti kot infojunkie, a ne, pa sem nasičen z njim. Z veseljem poslušam radio, ampak veliko bolj kot mašilo. Radio poslušam zato, da mi je fino, ne, ampak ga ogromnokrat ogasnem, ker si želim tišine, ki je redek privilegij, ne, ob vse prisotnem hrupu, tudi če samo white noise, ne. Tako da prestar sem zato, da bi začel na novo, no, ne. To me tako spominja na nekaj let nazaj, nekaj tako ful dobro smo začeli karvati, ne, pri smučanju in tako sem imel frendi ideja, da bi mi pa zdaj kar nekaj borderja. Ali ne, kam je tako briljantno to početi, kar počnem, ker sem v temu dober, a ne, in ko v temu uživam, tudi če mogoče ni to perfekcija, ne? In mi je to fajn početi, nočem početi še več, nočem v bistvu mogoče malce proti volji sprejeti kompromisa s publiko, ne? Zdaj sem v fazi, ko se oddaljujem od kompromisov na račun samorealizacije profesionalne. Ta je bila praktično v novinarskem smislu popolna, ne? Imam pač druge želje v življenju. Razumem. Rekel si, da si karval, prijatelji so pa rekli, gremo bordat. Ja. Ne? Jaz ne predlagam, da zamenjaš športa, ne? Oziroma, ampak tako bi rekel, ne? Recimo, da smučaš rad, ne? Pa ti nekdo reče, gremo bordat, pa ti je to prevelik zasuk. To se strinjam. Kar jaz predlagam je, ti smučaš na krvavcu, in krvavc je bil popularen 30 let nazaj. Jaz ti sam predlagam, da greš na drug hrib smučati. To je v bistvu predlog. Medij se zamenja, ne? Delo, ki ga upravljaš, je isto, sporočilo je isto, samo medij je drugačen, ne? In v bistvu je bil to moje razmišljanje okrog tega, ne? Se čisto strinjam, ne samo... Če noben časopisa ne bere, ne, ja. Kaj bomo zdaj s tem? Kaj si rekel, da je katastrofa, če gremo na digitalno? Bo na iPadu bral časopis, ne? Že, ampak sej, kot rečeno, ne, pri enih zgodbah, ki smo jih delali v zadnjih letih, predvsem z Matjažem, pa zdaj tudi z Majo, ne, smo res bili objavljeni po vsem svetu, ne, iščeš impact tam, ki ga lahko dosežeš, recimo pa, ne vem, severnih belih nosorogih na Kitajskem, Vietnamu, Tajvanu in tako naprej, ne, pač se targetiraš, ne vem, National Geographic Kitajsko, ne, želiš pač neko zgodbo zunanjo politično tam, ne vem, nekje resno plasirati, redno delam z Boston Globom, veš, pač delam tako usmerjeno, ne vem, recimo zgodbo o jedrski fuziji, ne, s Matjažem Krivicom, fotografom, ki delava veliko skupaj, v bistvu prodala praktično vse največje svetovne časopise, ne, in je to imel impact, a ne, in ga ima tudi drugje in imamo zdaj odprte te poti, a ne, v bistvu s podcasti tega ne bi mogel doseči, zato ker to vrstnih zgodb ne bi mogel v tem formatu plasirati, a ne, jaz sem reportažni, terenski novinar in to bom ostal celo življenje, a ne, preko podcastov se lahko o teh stvarih pogovarjam, ne morem jih pa v obliki reportaže ponuditi, a ne, v bistvu je podcast lahko zame pa za publiko predvsem, bolj kot zame, added value v tem, da je več backgrounda, a ne, da se pogovarjamo o stvarih, ki se jih nekako ne da zapisati, da je stik malo bolj ali pa veliko bolj neposreden s publiko, v bistvu se s tem ustvarja most, hkrati pa se meni treba družiti, ne. In ja, ne, tudi zato sem se tako rad praktično zovem vabilo na vsak omembe vreden podcast, ne, ker je to v bistvu, ker si v podcastu si lahko veliko bolj ti, kot si v
klasičnem novinarskem formatu. Še več, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da v novinarstvu imam, zdaj pa ne samo v novinarstvu, v kakršnikoli javni komunikaciji izven podcasta v resnici. Obstaja en tak res, se mi zdi, vedno večji problem, da je gap, razkorak med izrečenim in mišljenim postaja vedno večji, zaradi tega, ker se je javni jezik popolnoma spremenil. Niti ne toliko pri nas, kot v Združenih državah, v Angliji, tudi delno v nekih evropskih državah, ampak predvsem v anglosaškem okolju, če se prej omenjamo Georgeo Cardinu vrlo nazaj. Nek cancel culture in v bistvu to, da ne smeš reči, jebi se na glas, mi je popolnoma nesprejemljivo. Se mi zdi, da je treba besede povsod poimenovati, ne glede na konsekvence s pravimi imeni. In poseg v svobodo govora je celo radikalen, tako radikalen, da se mi je na zadnji verziji Worda, med urejanjem finalnega prevoda, The Last Two, zadnji 2 knjige, o severnih belih nosorogih, zgodilo, da mi v bistvu že Word cenzuriral, recimo Birdshit, me je upozoril, da mogoče pa to lahko najdem lepšo besedo, ker je to nespremljivo, bi lahko koga užilo, odjebi, Birdshit, pa še 400-krat bom fuk zraven napisal. Tako čutno, to je moj jezik. Ne moreš ti mene siliti, kako ne govorim. To pa je fašizem, najhujše vrste. Ja, mislim, v tem primeru Worda je predlog. Jaz s predlogom nimam nič težav, pa tudi tukaj smo govorili o kakšnih kontroverznih stvareh, pa ljudje predlagajo, Klemen, zakaj si tega gosta imel? To ni bilo v redu, ker on bla bla bla. Ampak jaz tukaj drugače razmišljam. Gosti, ki pridejo, jaz se ne strinjam nujno z njimi, z vsem. Pač to so debate in ljudje ne razumejo, da s tem, ko jaz nekoga povabim, to ne pomeni, da jaz podpišem vsako njegovo knjigo na koncu, da jaz vse, kar je on prej govoril, vsak video, ki je posnel, vsak stavek je izrekel. Tako da to ljudje se morajo pač malo navaditi. In jaz sem tudi tak absolutist glede svobode govora. Jaz bi celo rekel popolnoma, vključno z teorijami zarot in podobno. To so lahko zelo neprijetne stvari, sploh za kakšne grupe ljudi, če recimo holokaust ljudje ne verjamejo o njemu, pa to pa se mi zdi, da je to tukaj je meni absolutna meja. No, se pravi, jaz grem tudi čez to mejo, pa pravim, pustim ta govor, pa naj se te ideje na soncu, stepejo, pa jaz verjamem, da bojo prave zmagale. Če pa ti zabiješ neko idejo, se mi zdi, da ji dodaš dodatno moč. Se pravi, če neko grupo ljudi rečemo, ti pa ne smeš nečesa reči na videu. To se mi ne zdi dobro. Med smeš pa to narediš je razlika, Ok, to rečeš, ampak ene stvari morajo imeti konsekvence. Se imajo, ja. Zanikanje genocida, kakršnega kola, pa to je samo ena od reči, v javnem diskurzu je nesprejemljivo. Ja, veš, kje to imamo problem. To nima veze s svobodo govora. Jaz mislim, da ima, zato ker imamo robne primere. Robni primeri pa so v koroni se pokazali, kjer je prišle so ven pač ideje, da je mogoče ta virus bil ustvarjen v labu, v Wuhanu, in cenzurirali so se podcasti, videi na YouTubeu, na Twitterju so se stvari cenzurirale, in takrat mogoče za nazaj bi lahko nekdo rekel, ja, to pa, zdaj imamo pa zdravstveno katastrofo in to, da nekdo govori take teorije zarote, to je pa res nesprejemljivo. Ampak kaj se je zdaj pokazalo? Se ni dokazalo nič, ampak ti imaš 2 laboratorija na svetu, ki se ukvarjata z raziskovanjem koronavirusov. In en je slučajno v Wuhanu, kjer je bil izbruh tega virusa. In v bistvu teh robnih primerov boš imel čez zgodovino. In jaz ne vem, kdo bo definiral, aha, to se lahko reče, to se pa ne. Ker to ne primerljivo z holokaustom. Zakaj? Ker je holokaust absolutno zgodovinsko dejstvo. Mi dva se strinjava tukaj, ampak govorijo o tem, a lahko nekdo reče nekaj, a lahko nekdo podvomi v nekaj. Absolutno da. Ja. Samo je razlika a ga moramo cenzurirati? Ne,
No, pa so se strinjali. Ne govorim o cenzuri, ne govorim o tem, da ene stvari morajo biti sankcionirane. Ne zaporno kaznijo, ne, ampak, ko bi rekel, z Denarno kaznijo? Denarno kaznijo, recimo. Denarno kaznijo. Ja, ne, z nekim penaltijem, s tem, da praktično si izgubil pravico javnega oglašanja, ne, z eliminacijo iz spletnih omrežij. Ne. Kdo pa določi? To je pa ključno vprašanje in potem je kaos. Ne. No, se to je moj point. Ja, izogib temu kaosu. To je pa pizdarija. To je pa catch 22 in 2022 in tukaj smo pa pač v prostoru, kjer realne rešitve ni, zato ker je nemudna zloraba vsega ostalega odprta na široko. Ampak v bistvu je odgovornost v medijih je absolutno na urednikih, a ne. To je stvar v bistvu intelektualno etičnega angažmaja. Ne? Če pač se uredniki na časopisih, televizijah, vseh spletnih portalih odločijo, da bodo spletni forumi odprti in lahko vsakdo govori kar če, a ne? In da gre pač za v bistvu prostor nabiranja klikov, a ne? S tem iskanje oglaševalcev, potem je prvi greh že storjen. Se mi zdi, da prvi pogoj pri vsem bi mogel biti, da ni nikakršne anonimnosti. Vsakdo, ki stvar pove, mora to javno povedati s svojim imenom in priimkom, če je to javni diskurs. Anonimnost ne bi smela obstajati. Pač vsakdo, ki izreče karkoli, mora biti v tistem trenutku za to sposoben bi rekel sprejeti tudi konsekvence. Že to bi bil neizmeren korak naprej. Kaj pa recimo primeri Edwarda Snowdena, recimo, ne? Ker bi njemu anonimnost absolutno pomagala, ne? Oziroma... Dobro, pri mnogih žvižgačih, a ne? To so izjeme, to so izredni ljudje. Se pravi, imel pol izjeme. Seveda bi imel izjeme. Govorimo o ljudeh, katerih public value je less than zero. Ja. Ukrajina, konflikt v Ukrajini. A lahko malo poveš svoj vidik, pa če greva od začetka, kako se je stvar začela, kako jo ti vidiš, pa kako je nek javni diskurs okoli tega, ne? Ker tukaj je meni bilo precej šokantno, ker se navizujejo naprej na novinarstvo, na v bistvu diskurs na družbenih omrežjih, a ne? Ker je bilo na začetku celo, veliko je bilo govora o tem, da vojna sploh ne obstaja. Ne? Mi smo v bistvu prišli do točke, ne? Kjer živimo v popolno drugačnih realnostih, zaradi družbenih omrežij. In zdaj imamo grupo ljudi, ki je nagnjena k teorijam zarot, zelo cinično gleda na našo civilizacijo kot celoto, zelo cinično gleda na vse medije, na vse institucije. In v bistvu se mi zdi, da pride do tega, da če zgleda nekaj tako, bo tega človeka šel v obratno smer od tega. Bo rekel, verjetno je popolno nasprotje tega. Se pravi, gleda informacije, zajema pa dokaze, ampak vse, kar dobi, bo on šel na drugo stran. Ne? To se mi je zdelo pri koroni, da se je dogajala, ne? In pri vojni v Ukrajini in vseh ostalih stvareh, ki jih bomo mi mogli kolektivno rešiti kasneje v prihodnosti. Kako bomo mi sploh najdali skupen jezik, če nekdo že reče, imamo konflikt tam, goro informacij, da se to dogaja, goro dokazov, lahko se usedeš na vlak, greš tja, ampak zanikajo v bistvu eno tako stvar, ne? Zanikajo realnost. Ne? Ampak dobro, to je poseben aspekt tega. Bolj se lahko osredotočiva na splošno, na ta konflikt. Algoritmi so upravili sjajno delo, FSB, ruske obveščevalne službe in propaganda pa v zadnjih 8-9 letih pa sploh, in so že to paralelno. Samo sekundo. Algoritmi so upravili sjajno delo, sploh pa FSB, ruska varnostno obveščevalna služba s svojim propagandnim obsegajočim aparatom tudi, v zadnjih 8-9 letih. Zelo težko mi je govoriti o vojni v Ukrajini, zato ker
v bistvu mi je zelo težko govoriti o vseh ključnih dogodkih našega časa. Ne? Zato, ker če se ne vezujeva na prejšnjo poglavje te debate, ne, novinarstvo, se mi zdi, da v nekem takem oskem prostoru nagovarjam samo prepričane. Ne? A veš, v bistvu je že praktično nemogoče ustvariti most med eno, drugo, mogoče tretjo skupino prepričanih ljudi. Ne? In moja metodologija je vedno bila ista, greš na teren, si z ljudmi, vidiš svojimi očmi, poveš, kaj si videl in to je to. Ne? In pri Ukrajini počnem isto, kljub temu, da sem rekel, da sem se iz vojnega poročanja upokojil. A te lahko samo malo zmotim? Rekel si, greš tja, pogovarjaš se z ljudmi. A si v primeru ukrajinske vojne šel na stran tudi ruskih? Ne da se. Ne da se, ok. Ne da se, zato ker grejo tja lahko samo ljudje, ki so akreditirani na ruski strani. Ne. Tako pač je v Ukrajini. Ne? Vojna v Ukrajini je agresija kolonialno-imperialna ene gigantske države na sosednjo državo. In na nutshell. Vse ostalo so šumi. Zakaj? Zakaj? Točno misliš, ta zadnji stavek. Zakaj agresija, ja. Ker tukaj slišimo več argumentov. Opravičevanje je nemogoče. Ne? Nobene agresije ni mogoče opravičiti. Se jo da seveda racionalizirati, se jo da razstaviti na lineje, se jo da argumentirati, opravičiti pač ne. Ključni razlog je dolgotrajna želja Vladimira Putina in njegovega ožjega kroga, predvsem njegovih, kako bi rekel, spiritualnih voditeljev po obnovi v najbolj takem širšem kontekstu sovjetskega imperija. Ne? Stalno ponavljanje, da bi pač to bila največja geostrateška katastrofa 20. stoletja, ne, propad Sovjetske zveze. Vse mogoče v resnici bila, ne, se bo izkazalo z desetletji, ali pa se mogoče že kaže zdaj, je temeljna podstat tega konflikta. Ne? Negacija ukrajinske neodvisnosti, ukrajinske kulture, ukrajinskega jezika je stara toliko, kot so stari rusko-ukrajinski odnosi. Z aneksijo Krima 2014 in praktičnim neodzivom mednarodne skupnosti na to je postalo jasno. Malo so bile sankcije, ne? Smešne. Malo so bile sankcije, tako. Se sem rekel, točno. Je postalo jasno, da si Moskva lahko dovoli še veliko več. In to je bil čas, ko je Ukrajina pač praktično kot država bila bolj ali manj sesuta. In je bilo mogoče z njo seveda izrazito manipulirati. Ukrajina leta 2014 pa pred letom 2014 je bila precej drugačna država, kot je zdaj. Precej manj neodvisna, precej bolj odvisna od oligarhov, bistveno bolj skorumpirana in precej bolj odprta za manipulacije strani zunanjih sil. Po letu 2014, še posebej po letu 2015 in po ruskem upadu v Donbas, militarizacijo tega prostora, kjer tudi Ukrajina seveda ni nedolžna, so se pa stvari začele spreminjati. Ukrajina je se začela predvsem ekonomsko in politično veliko bolj postavljati na lastne noge. Usmerjati proti Zahodu. Ja, tudi ne obstaja ena sama Ukrajina v resnici, ne, tako, veš, Ukrajina je res gigantska država, tako da ti prideš iz enega dela na drugega, se vozaš, 15 ur, ne, veš, in mi Ukrajino tako vidimo precej narobe, ne, veš, tako, samo ena stvar, ne, mi smo recimo, Slovenija je bila v zahodno Ukrajino z Galicijo v skupni državi dlje kot v nekdanji Jugoslaviji. Lviv je, ne vem, recimo Ljubljani bolj podoben kot katerokoli ex-jugoslovansko mesto. In tudi, ne vem, neke skupne kulturne vezi so enormne, ne? In v bistvu tako še več, ne? V prvi svetovni vojni je v Galiciji, delu Poljske in Ukrajine,
umrlo že v prvih mesecih, že v jeseni, pozno poletje v jeseni 2014, več slovenskih fantov in mož, kolikor jih je umrl praktično v celi drugi svetovni vojni. 1914. Ja, 2014 si rekel. 2014 sem rekel. Ja, okay, 1914 v prvi svetovni vojni. In v Galici je tisoče in tisoče slovenskih grobov. To je tako kulturno, zgodovinsko zelo blizu našega jedra. In tudi zaradi tega bi mogel ta prostor ful bolj poznati, ful bolj razumeti. Ampak glede na to, kako se reče, da smo bili v prvi svetovni vojni na napačni strani, in so zgodovino pisali vedno zmagovalci, če uporabimo še en kliše, je v bistvu bila prva svetovna vojna iz našega kolektivnega spomina praktično izbrisana. In šele z napori Muzeja novejše zgodovine pod vodstvom Kaje Šero, ki je v bistvu v zadnjih letih, dokler ni prišel do menjave strani nekdanje prejšnje oblasti, je v bistvu prva svetovna vojna res penetrirala v javni diskurs Slovenije, recimo ob 100-letnici začetka lete. In razumevanje prve svetovne vojne je tudi izrazito pomembno za razumevanje Ukrajine danes. In seveda so zahodni pritiski, širitev NATO in tako naprej vplivalo na odločanje Moskve. O tem ni nobenega dvoma. Ampak bi rekel, to je zelo podobno, ko bi rekel, ok, Versajska pogodba je rodila nacizem. Vsak, zakaj ima svoj, zato ki se vračamo lahko na začetek pogovorov, najnega pogovora, da v bistvu to iskanje preconditions, ob koncu dneva pripelje do tega, da je vsakdo dolžen tudi na kolektivni ravni, torej lahko pravičiš genocid in holokaust. In zato se tega izrazito bojim, ker se mi zdi, da tudi s pomočjo algoritmov gremo ravno to smer. In seveda, ob koncu dneva je to mogoče celo res. Vsaka odločitev je pač sestavljena iz nadkompleksnosti. In je dejansko etično sploh ne moš presojati, kaj v biokemiji pa etika sploh je. In če smo malo bolj geopolitična, malo bolj realno, socialno-ekonomska, ta vojna je presenetila v resnici najbolj tiste, ki so najbolj dobili po glavi, civilno prebivalstvo. Na njo so bili pripravljeni vsi njeni ključni akterji. In to je v bistvu prva vojna, pa veš, ne vem, the war has been televised. The war has been? Televised. Ja. Ne bomo govorili o tem, da valjda že z vietnamsko vojno so se stvari spremenile, prišla na televizijo, s prvo zalivsko vojno, prvi neposredni prenosi v živo 24/7 CNN in tako naprej. Ta vojna je pa prvič absolutno transparentna za upletene v vojno, govorimo o vojskah, zato ker v bistvu poteka preko satelitov. Vsi vidijo vse, ves čas, v tej vojni praktično ni skrivalnica. Odprte karte, ja. Ker ne more biti drugačne, in pizdarija na fronti rata, ko zmanjka interneta. Z takih ali drugačnih razlogov vstopa Elon Musk. In to je izrazito fascinantno, čistko brikoslovno, vojaško opazujoč ta konflikt. Vse je predvidljivo, razen ko v resnici zmanjka štroma. In takrat pač sta zmedene obe strani. In glih, tako, pač na začetku vojne so Rusi zadžemali velik del ukrajinskih komunikacij, ko so se pripravljali na to. Ampak so med džemanjem ukrajinskih komunikacij uporabljali orodje, ki je imelo ful kitajskih sestavnih delov, in to so shekali Ukrajinci in so v bistvu preko ruskega džemanja ukrajinskih komunikacij Rusi potem zjebali svojo in ostalo odrezani v zaledju Kijeva, recimo. In v bistvu to bo eden ključnih razlogov, da so se tam tudi po vojaškem porazu mogli umakniti. Take bizarne stvari so se dogajale na začetku vojne. In veš, pomoč to zgodbo Starlinka in vse, veš, ko v bistvu vse obe strani se bojita za, ko bi rekel, ekstrateritorialno internetno povezavo. What the fuck?
Ampak se vrnimo se pa k civilnim žrtvam. Včeraj je bilo preseženo število 15 milijonov ljudi, ki je zaradi tega konflikta mogli zapustiti svoje domove. 7,8 milijonov Ukrajincev je v tej času te vojne, glavnina v prvih 2 mesecih odšlo v tujino. 7,2 milijona razseljenih znotraj države. 50% energetske infrastrukture so Rusi od začetka oktobra do zdaj popolnoma uničili. Velik del zdravstvenega sistema in tako naprej. Zaradi porušene infrastrukture tudi dostop za humanitarno pomoč praktično nemogočena. Na območje, ki so pod rudskim nadzorom, je praktično nemogoče priti humanitarnim organizacijam iz te strani sveta. In v bistvu se je velika humanitarna tragedija, katastrofa v Ukrajini šele začenja. Kdo zmaguje? Nihče. Okay. To nisem rekel kar tako, dejansko ne zmaguje nihče, zato ker je, ko bi rekel, frontna črta na vzhodu Ukrajine. Je v bistvu dolga preko 1000 kilometrov. In ne glede na ta digitaliziran od zgoraj na vzdolj viden fight, je pa tam v bistvu ta nekak fizična podoba vojne pa zelo spominjena, recimo na prvo svetovno vojno, na Zomo in tako naprej, na Verdun, ker gre v bistvu za dolge stotine kilometrov strelskih jarkov in tako eno statično fronto. In kjer v bistvu poteka duel 2 artilerij. In seveda zahodno orožje, predvsem HIMARS sistemi, ki so prišli v Ukrajino, so malo spremenili, ne zelo veliko, delno so spremenili dinamiko vojne. Rusija pač je imela tako velike izgube v vojni, da je v bistvu začela prilagajati svojo taktiko, izogiba se velikim spopadom, zbežali so iz okolice, na severovzhodu države iz okolice Harkova, umaknili so se iz Hersona, po domače zbežali so, zato ker v bistvu v neposrednem spopadu vojske na vojsko je ruska vojska skupaj s svojimi lokalnimi podizvajalci tako sploh ni faktor. Samo z bombardiranjem, raketiranjem in z topniškim obstreljevanjem lahko dela razliko. Ukrajinci so tisti, ki so na svoji zemlji, so motivirani, dobro vodeni in inštruirani in imajo za sabo logistično obveščevalen NATO support, ki pa dela razliko. Koliko je Amerika vpletena, kad doskrat reče, da je to neka proxy vojna, koliko je Amerika vpletena v to vojno, ker vem, da orožje je ena stvar, druga stvar je čist informacije obveščevalne, ki jim dajo, treniranje, v bistvu je skoraj vse obstaja, razen da ameriških vojakov tam ni, ki bi streljali, mislim, da sem prav povedal, ali... Vsekakor je izrazito vpletena, ampak to v razumevanju konflikta ne sme igrati ključne vloge. Vpletene z orožjem, vojaško inštruktorsko pomočjo, neposredno na terenu, je vpletena tudi vrsta evropskih držav, konec koncev tudi Slovenija. Prek NATO? Preko NATO, ne pa nujno samo preko NATO, tudi preko kakšnih drugih povezav. In če ne bi bilo tako, bi že Ukrajina bila davno vojaško poražena, in bi meje ruskega vojaškega in tudi kakšnega drugega vpliva ne bi bile na ukrajinskih zunanjih mejah, ampak bi že krepko prišle, bi rekel, do Lendave. Zato, ker pač Madžarska soigralec Ukrajine, soigralec Rusije v tem konfliktu. In po drugi strani je izjemno pomembno, da Ukrajina preživi zaradi tega, ker ruski vojaški uspeh bi absolutno opogumil Kitajsko za naskok na Tajvan in utrdil tudi kakšne druge avtokrate v tem trenutku. Bi rekel, politično se v tem trenutku teži po Erdoganu
smeje do ušes. Naslednje leto ima volitve. Ja, naslednje leto ima predsedniške in parlamentarne volitve ob 100-letnici Turške republike in mrhovinarsko bo, po moje, slavil na krilih ukrajinske vojne. Ne? Pa en kup drugih reči je tle še, ki jih bi bilo treba omeniti. V ukrajinski vojni je treba res razpravljati v podrobnostih. To počnemo v svojih tekstih in upam, da ljudi temu sledijo. Da bomo polinkali spodaj, jaz sem vedel, da bo imela premalo časa, to mislim, je kar je. Jaz v bistvu imam še eno zadnje vprašanje za tebe, kar ponavadi vedno prejšnji gost postavil novemu gostu vprašanje, pa boš ti še eno vprašanje naslednjemu gostu postavil. Ampak čisto tako, če boš videl, kdaj vrednost tega, kar sva zdaj imela, pa potem, ko bo objavljen, pa če boš dobil kakšne feedbacke, pa to bi te želel večkrat imeti tukaj, ker si nekako v stiku s temi aktualnimi stvarmi. Lahko narediva enkrat na leto, enkrat na 2 leti, boš videl, kako boš čutil, pri sebi. Tako da bom jaz šel na to zadnje vprašanje, pol da pa spustim, ker vem, da si zaposlen. Prejšnji gost je bil Mladen Borovič, on je profesor na fakulteti za računalništvo in elektrotehniko in informatiko. Govorila sva o AI-ju, umetni inteligenci, ampak ni vprašanje povezano s tem. On je vprašal, kaj si se v zadnjem času novega naučil? V bistvu se s tem vrnemo na začetek pogovora. Izrazito se poskušam izobraževati o temu svobodna volja obstaja. Iz družboslovja sem zajadral v naravoslovje in uživam v izobraževanju marsikaj praktično iz ničle. Recimo tudi o reproduktivnih ciklih severnih belih nosorogov. Čudito. Lahko postaviš eno vprašanje za naslednjega gosta, kaj ne veš, kdo bo? Jaz tudi ne vem. V katerem trenutku bi pustil vse za sabo in šel stran iz svojega socialnega in geografskega okolja? Super. Ful ti hvala za tvoj čas. Izredno ga cenim in predvsem pa hvala za vse to, kar delaš. Zato, ker te problemi, ki sva jih opredelila, so izredno veliki, sploh na področju novinarstva. In to se mi zdi, da je res ena taka ključna stvar, ki jo bomo mogli nekako kolektivno rešiti. In ti si en tak, pač drži to zastavico od spredi, tako da hvala ti za to. Hvala tebi. Prosim.